se bomo poglobili tematiko, ki je še te dni še kako pereča, in sicer spletne prevare. Pred kratkim je prenehala obratovati aplikacija Konti, ki je svojim uporabnikom za všečkanje filmov ponujala bajne zaslužke in ki jo je Sloveniji preneslo več kot 100 000 uporabnikov. Ker so pogodbeni izvajalci z aplikacijo imeli odprto pisarno tudi v Kopru, kako se včasih stvari poklopijo, se sedaj obračam na našega koga drugega kot obalnega korespondenta Marka Žerjala, ki se je v to prevaro tudi poglobil. Gospod Žerjal, kaj več nam lahko poveste o tem vsem skupaj? Čau, gospod Godler. Ja, aplikacija Konti je delovala točno tako, kot ste jo vi opisal. In v bistvu, ko se poglobimo v delovanje njeno, postane to, da je nateg samo še bolj očitno. Res, opozorilni znaki so praktično povsod. Za začetek ste zato, da bi lahko z njo služili denar, mogli v aplikacijo najprej naložiti svoj denar, kar ni ravno neka običajna praksa pri delodajalcih. Glejte, če komu ni jasno, je zelo enostavno pravilo v življenju, ki se ga lahko vsi držimo. Če vam nekdo računa za to, da delate za njega, potem ni zares delodajalec. Podobno kot če vam punca računa za to, da se dobi z vami, potem verjetno ni zares zaljubljena. No, potem nakazilo na aplikacijo je bilo mogoče opraviti izključno v kriptovalutah. Saj veste, v tistem sredstvu, ki praktično slovi potem, da enkrat, ko ga zgubite, ga je nemogoče dobiti nazaj. To bi mogli ljudi kar malo opozoriti, da nekaj ne štima najboljše, ker to je približno tako, kot da bi neka turistična agencija oglaševala obiske severnokorejskih delovnih taborišč in nobenega ne bi niti najmanj zmotilo, ko bi ugotovili, da je letalska karta, ki so jo dobili, enosmerna. No, potem podjetje Konti naj bi bilo britansko, a je na Google Play, tam kjer bi moglo pisati, katero podjetje je izdalo aplikacijo, namesto tega pisalo preprosto Muzamil Umar. Umar z malo. Ker, ja, veste, kaj res želite slišati, ko vprašate, kdo stoji za tem podjetjem, ki mu mislim nepovratno nakazati moj denar? Nek tip! To je vedno znak, da gre za produkt, na katerega se definitivno lahko zanesete. In potem, ko ste nakazali denar na aplikacijo, je čas, da ga začnete plemenititi. In to boste naredili tako, da na aplikaciji Konti všečkate filme. Mislim, tu je poslovna logika ne samo nesmiselna, ampak neobstoječa. Kdo bo pripravljen plačati za kar neke lažne všečke na internetu? In če je nekdo dovolj neumen, da bi za to dejansko plačal, zakaj potem potrebujejo vaš denar? Zakaj rajši ne naredijo aplikacije zastonj, da lahko čim več ljudi pride to všečkat? Da še več zaslužijo, če je res tako donosno. Kaj, jim smrdi denar? Mislim, vašim očitno ne. In na koncu je aplikacija seveda nehala izplačevati dobičke, kar... Kdo bi si to mislil? Ampak za češnjo na vrh torte je od uporabnikov, zato da lahko dostopajo do svojih težko priklikanih sredstev, zahtevala, nikoli ne boste uganili, še eno dodatno nakazilo. Ker če do zdaj niso ugotovili, da gre za nateg, pol očitno nikoli ne bojo. In poglejte, nočem biti nesramen do ljudi, ki so preko te aplikacije izgubili svoje prihranke, ampak kaj ste pa mislili, da se bo zgodilo? Kako bi lahko ta nateg bil še bolj očiten? Ne razumem. Ta dva ustanovitelja koprske Konti pisarne sta recimo oba odprla SP na isti dan. In sicer na 1. april. Prav, vse znake so vam dali, da ne gre za neko resno stvar. Jaz ne razumem. Drugače, vsi udeleženi v koprski Konti pisarni trdijo, da niso vedeli, da gre za nateg, ampak so mislili, da je Konti legitimno podjetje. In so, takoj ko je Konti prekinil z izplačili, še isti dan zaprli pisarno in vse skupaj predali policiji. Ker, ja, to je normalna reakcija, ko neko podjetje en dan zamuja z izplačili. Takoj vse zapret. Nič nenavadnega ne vidim na temu, sploh ne izpade, kot da so bili pripravljeni. No, kakorkoli že, dejmo ljudje, če neka poslovna priložnost deluje malo nenavadna, dejmo vse skupaj malo premisliti, preden se odločimo za njo. Oziroma, če sami nimate dovolj informacij in znanja, pišite meni, bom jaz zadevo preveril za vas.
Ker, ko je Marko žerjal okoli, noben ne bo nategnjen. In če ne verjamete, vprašajte mojo bivšo. Lepa hvala, gospod Žerjal, bom vprašal to ta vikend, ko se slučajno vidiva. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.